tako pravijo, če ne igraš, ne moreš zadeti. Kaj če je glih ta dobitna in midva bi šla gladko mimo? Dajva spremeniti zdaj srečo na svojo stran. Deva. Jaz smo te češnje, ker so mi fajn. Ne bom Bena ne prepričati. Ne, to bom jaz. Emerald. Wow. Bo se frtajčka, no? Vedno, ko se peleva čez te majhne kraje, ponovadi bolj prazno, tako da poj gledava, kje so 4 tete od zunaj za stolom in kaj greva na kavo. Ponovadi je tudi edini lokal tukaj odprt. Oziroma midva temu rečeva place to be. Pa so res prav 4 tete. No, ti pa še 6 tet. Same tete so. Klepa gotovo bingo igrajo. Ampak von je pa tudi kot v enem salonu, ni ful je po sladkem. Veliko trajanja je bilo danes zjutraj narejenih. Chicken, cheese and avocado. Yes. I'm just letting you know there's going to be a waiter cake because I'll have to do that out the front and I've got about 5 coffee orders. Can I ask you a question? Is there anywhere here in the city where we can play bingo? There is bingo, but I don't know when it's on. Okay. Hang on, I'll go and ask out here and see if we know out here. Thank you. Zdaj bo pa čez v te igre na srečo padla. Odvisna rakala. Ja, kje bo roleta? Kje se poker igra? Na pasje dirke moramo iti. Zdaj to se treba čas vzeti, pravijo. Our next staff member that comes may know. She should be here shortly and we'll let you know then. Okay, thank you. Se že gospe kličejo, ker so te glavne za bingo. 45, nič. 56. Nič. Spet se mi lažejo. Nič. To je za njihov posel slabš, ne? Če bi mi dali prvo dobitno, cel življenje igral v te. Tako pa nam nikoli več. Če prav razumem, sem pa mogoče $5 zadev. Če bi si pa mogel predstavljati en sendvič, ki ga bom dobil presežen, da sem si predstavljal tacka, tega ta mehkega. Ta pravo doživetje z vsemi tetami, to jaz sem zadovoljen. Tudi jaz. Ful je dobro. Danes ob 6 je bingo v RSL klub, ampak žal moramo iti naprej. Bomo na poti se ustavila ob 1:05 pa poprašala v naslednjem kraju. Tet pa ni zmanjkalo, ker hodile so noter v vrsti. Mi smo bilo dobro, rej. Tale jutranja kava mi je pa dala energije in zagona, tako da zdajle uplačava tole srečko in greva iz vrha Avstralije, se pravi iz severa, greva proti Sydneyju. Tako da si ste malo predstavljali, kaj je najin plan in vmes morava nujno še najdeti kraj, podoben temu, ki danes ponuja bingo. Ker baje je Bingo Thursday. Danes je pa glih četrtek. We are back! We are not sure if we want something. Let's check it out. $5. $5. Yes! That's the money or you want A bo še eno srečko? Another one. Another one, Yeah, the same one. There you go. Thank you. Sorry. I knew it! I should have taken $5. Have a good one. Thank you so much. Tako nič inovativnega se mi ne zdi, ampak neka zadeva se pa ponavlja konstantno in to je neka čudna pita. Dragen, že zdaj je čas. A jaz ga moram probati. Kaj je A to? sem kdaj jaz probal take zadeve? Da ti prsti luknjo naredi. Ne, ko vroče, zna se zgodi, da je una sredica tako vroča, da se poparaš. Če so krkadivan. Pa dober je. Ja? Ja, Kaj nam pokazal? takale rjava brozga je noter, kako bi rekel, bolognese okus. Tako, čisto solidno. No, pa bo to od zdaj naprej tvoj zajtrk zgleda. Malo preveč je te mase noter, lobijo bilo malo manj. Zgleda mi pa kao una pasja hrana. A veš, ono iz konzerve. Ja. Na pomoč! Kako to ljudje jejo, kle. Ampak so ugotovili, da te pite ful grejo tukaj v tej Avstraliji. Ja, ful so uživajo. kar dober kšeft. Ej, fuj no. Daj, mi daš več papira, nekaj. Daj to odpri, res. Kartofla pa že fajn smrdi. Razdelil sem je, da je to kle. Več mi daj tega. Res gleda, kaj ta pasja To hrana. kako vam teče. Da, klep, dam ta papir.
Ja, jaz bom to zdaj nanesel. Dej, v okna odpri, res ga smrdi. Noter desetino te omake bi bilo še dober, ko unte stoji v redu, omaka je tudi, ampak pretiravajo. Ko bili vsaj trojanski krofi tako bogat na filani, ne? Tako, ja, točno to. Always tried to be a good neighbor, waiting for the right time to speak. Now it seems the tables are smashed. Nejga. Into tiny little pieces. I only want a slice of Že so v zadnje. I really think we'll get this. Hello, how are you doing? Nearby is one restaurant where they sell crocodile meat and kangaroo meat. That's closed to the caravan park. Okay, too bad. You won't be 2 months late. Tam, ko sem prišla, je ena restauracija, kjer ne bi to prodajali in je zaprt, tako kot je v navadi tukaj. Kangaroo meat or crocodile meat around here. Yeah. No kangaroo, what about crocodile? Have a nice one. Googlala sva, kje bi se to dali dobiti in na Googlu se itak bolj nič ne najde in potem sva šla do gospe v visitor center, da nam je ona pomagala. Toliko sva se potrudila, ne. In tourist information, vse sva dala čez in sva bila sem napotena. Koliko s temi didgeriduji isto in tudi, that's a hard one. Kakor da sem zdaj vprašal, kje se da, ne vem, dobiti harmoniko ali ne vem kaj bi kle. To pa so ene 18 sol, saj, ja? 22. Minimalno. Do you maybe know, is there any place in town where we can play bingo? I know there is one pub that does it. Grand View. Yeah. Okay, it's like a bar. Like a hotel. Da vidimo, če kje obeta tale lokal. Personela je že ta prava za bingo. Is it bingo night? Is it bingo night today? My daughter, no, what, yeah, enjoy. A to je kazino? Bingo tonight. Probala sva. Ljudje v kazinojih so pa po celem svetu isti, vidim. Kamorkoli prijaš, ista klientela. Zdaj, ko smo se malo bolj k morju, pa malo nižji premaknili, mi je zelo všeč. Klima ni več tako vlažen, lepo je, sončno je. Nek miks med Florido, Kalifornijo, ampak vse je mogoče še malo več. Velike ulice, velike bajte, ful imajo prostora, ker je seveda toliko neposeljena. Koliko je poseljena Avstralija? 26 milijonov ljudi ima, od tega 90% ljudi živi ob obali, 80% živi v teh 5 največjih mestih. Tukaj morate biti pozorni, da je govora za cel kontinent, kar je enako kot mesto Mumbai v Indiji. Ja, vse ta mesta, ki so bila Mumbai, Seul. Tako da si mogoče lažje predstavljate, koliko je res neposeljena in ker so res težki pogoji tam v sredi za živeti, ker je narava dokaj neizprosna, vroča, suha. Zmaknjena od civilizacije predvsem. Ja, ker bi si želel takole živeti, ampak pismo to, da imaš 1000 kilometrov do enega malo večjega mesta, pomislil, da imaš eno bolj normalno Bolenco tako daleč. Ja, noro. Greva proti Brisbaneu. Hello, mate. Jaz vem, kaj vas zanima, sigurno. Notranjost tega našega kruzerja. Anže, popelj nas. Prvo odpreš vrata in notri se razprostira ta velika sobana, ki je pravi luksus na teh samotnih puščavskih cestah. Tu bi lahko rekel, da je dnevna soba. Ja, Tako. ampak lahko se tudi leta spusti in rata to še neko ležišče. Ja, ven potegneš takole in daš neke polštrčke gor in je lahko tudi za 6 oseb. In potem gremo lahko v kokpit in da se ne butamo preveč s čelom, damo čez dan tole mojo poslo gor. Mirno lahko hodimo takole in se nič ne zaletavamo. Tamle pa že se nam prikazuje drugi prostor in neke zadeve pod letem. To je pa moj kolo, nad njem je pa moja kraljevska postelja. Kjer biva naš Anže.
Ampak lahko bi tudi rekel, da je to panoramska soba, to, ki ima pogled na vse 3 strani neba. Ko se po noč pripeljeva, pa ne vem, kje sva se ustavila, in pa zjutraj roletke dam gor in se razgledam. Tale luksus, da ima posod komarnike. Tako da to v bistvu pa zelo prav pride. Predvsem v Avstraliji. V Avstraliji, da ti kakšen kosmet pajk not ne zleze. Praktično imam glavo pri štedilniku. Če kdo cvre zrezek, ko jaz spim, imam lahko fajn upekline zjutraj. Super, ga bomo videli, kdaj do konca potovanja, bomo enkrat, ne? Ja, na konc, ne? Ja, čist na konc, če ste ful pridni, boste pa še kolo videli. Fini mini kopalnica, ki moram reči, da me je presenetila. Moj prvi vtis je bil, da bo tuš ful majhen, no? Da bo kle največ prostora prišparala, ampak je prav velik. Ja, v bistvu je kopalnica res polno funkcionalna. Tudi tlele imamo ta ringelšpil in še več, še en ringelšpil. Tole še nismo odpirali, ampak vidim, da so poličke. Pa tega na desni tudi nismo odpirali. Tega hudiča tudi ne, pustimo ga zaprtega, zgleda prijeten drugač, pa vidim tudi, da je zavrten po diagonali, da lahko imaš dolge noge pa gledajo. Ko smo priklopljeni na 220 v kabel, deluje tudi klima, kot na jahti. Full size fridge in pa tole kontrolno ploščo, to je tako kot pri Windowsih, ki si včasih lahko vse naštelu, a je topla voda, dela 12 V, zunanja lučka in tako. Če ste se spraševali, kaj s to mikrovalovno, zakaj ima tlele duct tape in čemu ima vsak predal še tukaj duct tape, ker je med vožnjo, imajo tako grob asfalt, delali to. In sem jaz šel to med vožnjo vse limat, ker je to pol na koncu ful vibriralo, ne. Jaz imam tukaj takoj pri roki vse, dron, če treba ven skočiti levo, desno. Se drugače nimamo tako lepo, da sva sem zdajle za posnetek pospravila. Tlele imamo ograjico, če imamo otroke pa dol skačejo. Zasankamo lojtrco. In pol imam tudi jaz tlele full size king, half king bedroom. Tlele si luftamo lahko po noč, sicer smo v tropskih krajih in ne luftamo, ker je vzum bolj vroče kot not. In pa če že smrči, imam jaz tlele takole zavesce. Ja, se to slišim te še vedno. Če ste se spraševali spet neka moja umetnina s tem duct tapom, tukaj sem jaz vzel eno sadiko. Upam, da bom prinesel do Ljubljane in pol uspešno posadil. Jaz vedno rad kakšno tudi botanično stvar prinesem. Tole, če ne bi tega vzel, bi bil hudič, ko imam 150 W tale še večevalc, da lahko skozi filamo računalnike, GoPro, da skozi snema, navigacija 1, navigacija 2 in pa Anže, navigacija 3. Tako. Zdaj pa je tako vroče kleno, da moramo malo odpreti, da zapiha. Aha, vzun je še tenda, ampak tudi tega še nikoli nismo imeli cajta, ker se skozi vozimo. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kind of leaving me. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this hard. Ej, kaj je ful zlata. To so pa diamanti, baje. A, diamanti, ja. Se vidi, da je luksus tole, ne? Ja, je le deluxe ta kemper. Vzun je strašna kolona, namer smo že več kaj 1 uro. Ampak kaj se ćemo pritoževati, če smo le v kemperju? Midva imava vse. Vse razen plina. Ampak je že, hvala Bogu, mislil tudi na to in imava ta prenosno bombico. Ta velike je treba pa še kupiti, da bo imela danes toplo vodo. Konkretno kavo naredila. Ja, za celo kolono. Kako diše. Black and Easy je tako, ko grejo kam hoditi, za doma je pa tale. Pa še deževati je začel. No, kršeno žlico, da malo močnej. Veš kako veš, da je prava turška, ker se tale penca gor naredi. Joj! Vrela, prim. No, tako pa ja. Kako sem se...
Že tako imamo bolj malo časa, ker se skozi vozva, pa nam pa še takole zakuhajo te moji Oziji. Hey mate, how are you mate? Tako si oni rečejo, Australian Aussies. Tako ko smo mi vencli, ne, so oni Oziji. Mi smo vencli uradno, oni so pa uradno Oziji. Ja, tako. Yeah, I'm on the coast. Danes smo se celo v kempu za spremembo zbudili, no? Kaj zdaj? Spal? Pa v redu. Še kaj da? Kupalnica in gremo. Zbudila sva se ob mestu Brisbane, ki je kar veliko mesto, več kot 2 milijona ljudi, ne bova šla v detajle. Meni se zdi največji kriminal, da prideš ti v Avstralijo in greš pol v živalski vrt. Ne, ni živalski vrt, ampak sanctuary. Želela sva si seveda v naravnem okolju pokazati vse živali, od kač, kengurujev, krokodilov in enako se je zgodilo s koalami. Pregledala sva vsa evkaliptusova drevesa. Kje so zdaj te koale? Ja, niti ene ni. Mogoče moraš pa klicati. Koala! Se pravi, ni živalski vrt, že. To je v bistvu zavetišče za koale. Par let nazaj je bil tukaj velik požar v Avstraliji, tako da je veliko koal iz tega požara bilo rešenih in so jih sem prepeljali. Tako da v bistvu kot nek hotel za koale. Tako ja, tukaj imajo oni v bistvu toplice svoje, z rehabilitacijo, tako da pa jih lahko prideš malo pogledati, pobožati. Saj tako prodajajo na Googlu, no. Tole moja rastlinca po noč spančka, poj pa vsako jutro odprem, da malo lahko fotosinteze proizvede. Ne vem, kva bi to bilo. Po moje, da je neka vrsta akacije, ali kaj, če ima take liste. Če imamo kakšnega izrednega biologa oziroma botanika, med vami, prosim, napišite v komentar, katera rastlina je to. Jaz jo bom fajn zavil, pa nam očušal kaj, kakšen papir, da bo šlo če se te Singapure, Kuala Lumpurje in kaj še dohe. Glej, to on kamer ne gre nam ben movinku. Ona rab veliko vlage in pozornosti. Pa je bilo večino najnega potovanja kar čez 30 stopinj, klele pa je zdaj prijetnih 24 v mesecu aprilu. Jaz sploh še nisem povedal in sram me je, da ko smo prileteli na južno poloblo zemlje, kar je itak cela Avstralija, ampak ta južnejši del Avstralije, Melbourne, Sydney pa to, imajo 4-letne čase. Na severu gor, ko sva bila v Daintriju, imajo samo 2-letne čase, se pravi mokro pa suho obdobje. Se pravi, ker smo na južni polobli, smo zdajle v aprilu prešli v jesen. No pa nam jo je ratalo videti. To velike so, to. What can I do for you? Can we hold That one's all sold out today. What time should we come? 6 in the morning or when? So usually we sell out in the first hour of opening. We open at 9 o'clock. There is still the koala encounter. So with that one, that's where the koala's on the tree. You'll give them a pet. Can I take a photo like this with our cat? Just leave it there, like don't go any closer. Mislim, da veste, zakaj sva sem prišla in zakaj sva vzela uno karto, ki jo ponovadi otroci vzamejo, da lahko božaš koale. Ampak tako stroga je bila tale teta. Ja. So we'll just be really quick because our timer timer is almost up. V bistvu sem bil v poziciji, ki bi lahko dal kapo gor, ampak zaradi dobrobitja koale nismo dali, tako da mislim, da še zmeraj šteje to. Jaz pa mislim, da ne. Že. A da ne? Ja, sam spustil bi še. Dajte še to napisati v komentar, kaj se vam zdi. Jaz ti ne bi dal kljukce pismo. Kapa mora vsaj sekundo stati na živali gor. Bilo je blizu, vendar tako daleč. Nekaj tudi rekla že, pa bolj ke, pa pol ni hotela niti ona naju fotke narediti, ker je mogla ona skozi nadzorovati. Ful jih imajo pod nadzorom. Izredno luškana, izredno mehka, še par faktov do streseva o koalah. So izredno lene živali, zato ker so na evkaliptusovi dieti, kar pomeni, da iz teh listov ne dobijo nobenih proteinov, ampak samo vlaknine in zato spijo 20 ur na dan in se vsake toliko zbudijo, malo jejo in spet nazaj zaspijo. Keni lenivci, zelo redko se zgodi, da bi pile vodo, tako da v bistvu vso vodo dobijo tudi iz listov. In pa še najbolj pomembna stvar, kaj bi rekel? Vsak bi rekel koala medvedek. Ja, Bil mehen, sem dobil koala medvedka. Ja. Koala ni medved in ima z medvedom tako malo skupnega, da ima več skupnega s kengurujem, ki je vrečar. Tega zih niste vedeli. Kaj en star gospod spi za mizo, veš, na šanku. Jaki pa ši.
Ja, pač itak, da to je bilo spet neka reklama, kako so oni dobri in kako pomagati koalam. Ampak zdaj nam je pa povedala, da so itak večina koal kle rojene bile v tem zavetišču, tako da sploh niso rešene. Ampak imajo jih pa par, ki so jih pa rešili. Imajo jih pa par, glih toliko, da lahko tam napišejo za marketing. Tako da v bistvu en živalski vrt, malo sem razočaran, ne nad koalami, nad Oziji. Ja, tipična avstralska laž. Za morske pse se tudi mu nismo še zaključili, še eno vam bova poservirala. Na ladji je bil med nama še en nesrečnik. In sva ga vprašala, pač, ker ni bil nič zainteresiran, smo šli v vodo in sva ga vprašala, zakaj ne gre v vodo. In je rekel, ja, da je on že drugič na tej ladjici in da si želi videti tega morskega psa in da bo šel verjetno jutri spet. In on je rekel, da ne zapusti Avstralije, preden ne vidi. Tako je, pač to mu je bila neka življenjska želja. Pol je kapetan prišel do njega, zato da ne bi še enkrat to plačeval in mu rekel, da že en mesec niso videli morskega psa. Zato, ker se mu je malo zasmilil, ker bi on šel naslednji dan spet in spet cel dan bil na uni ladjici in spet plačal, tako da to je bila spet laž. Zato, ker ti noben ti ne reče, ja, morskega psa že en mesec nismo videli, ampak lahko greste probat. Ker tako bi se mogoče tudi midva drugače odločila, ne. So pa oni prodajajo, ja, morski psi, slike, posod morski psi, tako da sem mislil, da je kar skakali tam ven. No, ja, to je klasična laž. In zdaj, ko so dala to ven, se kar malo boš počutila. Hvala, ko poslušate. Open. V bistvu en glavnih razlogov, zakaj smo se ustavila v Brisbaneu, ker je že zgooglil, da imajo in koale in didgeridoo. Hello! Gremo pogledati, če kakšen didgeridoo, ki leži. Ja, meni zgleda malo, da bi bila lahko to neka delavnica vse skupaj, ne? Tele imajo druženja, kjer oni igrajo, očitno je to ta prostor. Tudi lahko si sam narediš didgeridoo tukaj, trgovina z didgeridoo je, ampak je pač zaprt in pa se nimaš s tem kaj pomagati. Original didgeridoo je tako narejen, da v bistvu oni poiščejo votle veje od evkaliptusa, ki ga izdolbejo termiti. Tako da imajo oni zelo malo dela, pa v bistvu sam poslikavijo, zelo naredijo. Ko smo bila mlajša, smo imeli enega doma in zna on, kako se reče, dihati? Krožno dihanje. Krožno dihanje, se pravi, da skozi pihaš čez usta in zraven čez nos vdihneš. Ful dober. In zdaj sem bil prepričan, da vam bom to v Avstraliji lahko pokazal. Anybody home? Zdaj ima ta polico za didgeridoo gor spraviti, veš, da je tako. Ful dober, sam nobenega didgeridooja nikjer. Da se sem že to malo pogovarjala, ne? Da bi rada vse nekaj zdaj naredila, če vam tega bingota ne morava dati, kaj bi lahko vam dala? Neke stave, nekaj, ko vam zihar ne pade sploh na pamet in nekaj, kar zihar nimamo v Sloveniji. Ste pa zih videli v kakšnem filmu? Pa še zelo podobna klientela se mi zdi gledalcev, je kakor pri bingu. Tako da super. Bomo zajeli isti tip ljudi. Gre pa za zelo hitre stvari. No, o tej klienteli sem ti govoril. Tako kot ostala avstralska kultura, to tudi izvira iz Anglije, ne? Tako. Se pravi, pasje dirke, ki so bile včasih živo vabo, so zdaj plastično. Ja, ti so prepovedali. To pa ne bom nikoli prepovedan. A je to mučenje ali ni mučenje? Ja. Tako kot rodeo, ne? Še vedno veliko boljš, kot je bilo včasih, še vedno pa... V ozadju vsega tega je pa pač glavna stvar stave. To poganja ves ta šport, ker se veliko denarja tukaj obrača, tako da v bistvu samo zaradi tega to prirejajo. Ja, a veste, kaj se je zdaj zgodilo, ne? So rekli, da ne smem snemati. Tako da malo bova probala s telefoni posnet, mogoče bom kaj na hitro s kamero. So srečom že. A boš šel bolj na zihrco, ali boš malo riskiral pa večji dobitek? Jaz predlagam, da en od naju gre na unga, ki ima najnižjo kvoto. No, jaz sem si že zbral enega. Aha, no pogrem pa jaz na zihr. Unga, ki ima najnižjo kvoto, se pravi, unga ima največ možnosti za zmago, oziroma unga ponavadi najbolj šteče. Pravi številka 1 je un, ki je na notranji strani in prvi pride v ovink. Tako da ima takoj malo več možnosti kot ostali. Aha, to so v bistvu imeli že kvalifikacije, ki pri MotoGP-ju, ali kaj? Ja. 12 dirk je danes, midva bova nastavila na drugo dirko. Ti si se odločil za Modern Swinger, jaz pa za Pirate Patchy. Sorry, sir. Can I ask you something? Yeah. Which dog do you suggest we should bet on? What race is this? The second race. It's a two dog between the 1 and 2. Ah. I really like the 2, but... Van Helsing? Yeah. Okay, good odds.
Jaz bom na Van Helsinga, ker mi so mi všeč kvote, 7. So $25 on Van Helsing. Thank you. Ne vidim, kjer je moj. Moj je trjav. Moj je drugi. Tega. Kje je ta Van Helsing? Van Helsing! Dvojka! Moje! Van Helsing! Ajde! Konce, moj zmagal! $700 sem dobil. Van Helsing je zmagal. Kjera sera že? Iz prve. Dobro so začela, očitno bomo še stavili danes. Ful mi je zanimiv, kakšna imena imajo. In sem se odločil, da bom zdaj naslednjo rundo pa stavil na Sent from Heaven. Tako da jaz mislim, da je tega sam Bog poslal zame. Mi je pa gospod ki nam je prej pomagal pri izbiri stav, za vsako delko mi je dal njegove favorite, kaj bo on stavil in kaj mislim. You got to follow that dog because he's going to be a very good dog. Okay, in the future. thank you. But this grade is too high for him tonight. But you never know. Never know, yeah. You never know. A je kakšen od teh njegovih zdaj že zmagal? Ne, zdaj sem jaz sam zbral in sem zmagal. Let me tell you a little something about me. When it's Saturday night, I need to blow off some steam. 1, 2, 3, 4. Well, I've been holding it in since the clock came Monday morning. At the end of the week, I'm about to blow. Tako sem bil zagret, da nekaj posnel, da sploh ne vem, kje je zmagal. Kdo je spet zmagal? Ne. Spet sem dobil. Make it count, drugi. Dobitek je že se povečal na $150, tako da lahko mi pravite tudi stavni mojster. Nazadnje sem v Las Vegasu stavil na konje, če se spomnite, one plastične. To moraš biti pa tudi malo nor, da stavaš na to. Ja, jaz sem stavil, pa sem tu. No, v vseh področjih sem zmagovalec. Did it went through yet? That one. 72 and 50 cents. Thank you. I would like to bet on another race. Race 4. Race 4, the number 1, Vigilante. Yep. Okay, so 25. Jaz ne morem verjeti, model je spet zmagal. 3 in a row. Koliko je bila pa ta? $38. Danes so pa 25. And 25 cents. Johnny Koala is... You like that name? Yeah. It's good Because I've pet koala today, that's why. You had the car. Yeah. Johnny Koala, na njega polagam se upe. Zmagal si 3 zapored, 4. si pa pol po. Zgubil, ampak se mi zdi, da sem pametno igral. Zelo. Dokler sem dobival, pa v eni točki sem rekel, samo še eno igram in sem zaključil. In to bi naredil v primeru, a bi dobil to stavo, a bi jo pa zgubil. Zgleda si zelo izkušen. Te niti ne. Vsaj takoj vidiš, a je zadovoljen ali ni. In te so bili res tako veseli in to so vzeli kot eno igro, se meni zdi. Preden jih peljajo v te bokse za štart, vidiš mimiko psa, da je vesel. Ušeska, repek. Verjamem pa, da pride tudi kakšne slabe stvari zraven tega športa, ampak to je moje opažanje. Tekom najine poti sva se še majčkeno bolj pozanimala in bi rada povedala, da sva se tukaj zmotila. Tem psom verjetno res ni hudega, ki tečejo in so uspešni in dajejo nek rezultat lastnikom. Ampak tistim psom, ki pa ne uspe, jih pa ponavadi čaka zelo kruta usoda, ponavadi jih usmrtijo. Midva bi se lahko zdajle naredila svetnike, pa bi jaz to ven zrezal iz vloga. Ampak se mi zdi prav, da pokažemo, ker sva šla v bistvu na te dirke z neznanjem. Če bi to vedela, kar veva danes, absolutno ne bi šla tega še podpirati in pač niti pomislila nisva, kaj se dogaja z ostalimi psi. Tako da upam, da sva s tem raj odvrnila koga in ozavestila, kakšne stvari se dogajajo in koliko ljudi se v bistvu, koliko društev se bori proti temu, kar sva midva dejansko še prav podpirala. Ta društva se pa pol borijo, da te, ki so odsluženi psi, da jih pač probajo jim dom najdeti. Tudi midva nisva seveda in se mi zdi prav, da sva to pokazala.
Pazi. Dober. To videli. Koliko sem srečen. Kljubca.